Kaj imajo skupnega vodnjak Trevi v Rimu, knjigarna v londonskem Notting Hillu in prvomajski trg v Piranu? Gre za lokacije zakladov evropske filmske kulture. Najstarejši trg v Piranu se je znašel na seznamu po zadnji razširitvi Evropske filmske akademije kot prva lokacija iz Slovenije. Piran je bil v zadnjih 70 letih kulisa številnim filmom, tako domače kot tudi tuje produkcije. Prav prvomajski trg pa se je večkrat pojavil kot osrednja lokacija dogajanja na platnih. Jaka Vran. Prvomajski trg v središču Pirana z značilnim vodnjakom oziroma zbiralnikom deževnice, ki ga krasita dva kipa, je filmski simbol mesta, ki se je že ničkolikokrat znašel na filmskih platnih. Nazadnje v filmu Vinčija Voga Anžlovarja. Nekaj se snimalo, par filmov je. Sedaj je dobil tudi uradno priznanje, Evropska filmska akademija ga je uvrstila na seznam zakladov filmske kulture. To vem, ja. In smo tudi ponosni na to. Prvomajski trg je zagotovo najbolj prepoznavna kulisa, ampak ni to mogoče samo trg, ampak kar cel Piran. Piran je zagotovo naša najbolj prepoznavna kulisa. Tukaj so snemali nekatere klasike. Med domačimi najdemo Naš avto, Františka Čapa, Štigličevo Poletje v školjki in Vojnovićev Piran Pirano. Med tujimi pa film La ragazza delle Saline s slovitim Marcellom Mastrojanijem ali pa komedijo s Petrom Lawfordom. Tukaj je tudi Netflixova akcija s Halle Berry in Markom Wahlbergom. Velika priložnost za promocijo, tako turistično kot filmsko. Nekako gre za strokovno potrditev, da je slovenski film in naše lokacije pomemben del evropske dediščine. Težko je v že tako turističnem kraju ugotoviti, koliko turistov je pritegnila prav kulisa iz filma. Se je pa to poznalo ob snemanju nam sicer nepoznane južnokorejske serije. Smo potem občutno opazili povečanje korejskih turistov, ki so prav prihajali k nam v informativno pisarno in spraševali, da so videli te in te lokacije v tej seriji in kako jih lahko obiščejo. Nekateri domačini zato v Piranu v šali že pravijo, da je to slovenski Hollywood.